Rastline. Povsod so, kaj ne? Tihe, na videz, ja, precej statične. Ampak kaj, če po to mirno fasado teče prava drama? Svet neverjetne rasti, sprednjega prilagajanja in, ja, pravih kemičnih čudežev. Poglejmo si malo pobliže to njihovo skrivnostno življenje. No in tukaj pridemo do enega ključnega vprašanja. Zdi se preprosto, ampak je v resnici kar globoko. Poglejte, živali se pač premikajo, lačne so, gredo iskat hrano. Ampak rastlina, ta je prikovana na eno mesto. Kako za vraga se prehranjuje, kako sploh preživi, da ne govorimo o tem, da uspeva? No, odgovor se skriva v eni prav genialni strategiji, ki si jo bomo zdaj ogledali. Vsako potovanje se nekje začne. No, pri rastlini se vse začne tukaj, v tej majhni, ampak res mogočni kapsuli. Seme ni samo neka pikica. Predstavljate si ga kot nekakšen paket za preživetje. Notri je vse, zarodek, se pravi miniaturna rastlinica in celo lastna zaloga hrane za prve dni, popolnoma samozadostno. In potem se zgodi prava čarovnija. Res, ko seme začuti vodo, je to kot štartni signal. Pok! Zaščitna lupina poči. In kaj pokuka ven? Najprej majhna korenica, ki se takoj požene navzdol v zemljo, da se zasidra. Takoj zatem pa se proti svetlobi prebije poganjek s prvimi listki. In to je to. Življenje se je začelo. Ampak ta začetna zaloga hrane iz semena ne traja večno, ne? Ko je porabljena, se mora mlada rastlinica znajti sama. In zato ima na voljo res izjemen komplet orodij. To so njeni organi. Vsak del ima svojo, točno določeno nalogo v tej igri preživetja. Ok, poglejmo te tri ključne dele. Imamo korenine. Te so sidro in hkrati črpalka. Vlečejo vodo in hranila iz tal. Potem je tu steblo. To je nekakšno dvigalo, opora in transportna avtocesta, vse v enem. In listi? Listi, to so pa sončne elektrarne. Tam se dogaja vsa akcija. Korenine niso samo neke pasivne cevi, daleč od tega. So pravzaprav inteligentni iskalci. Aktivno rastejo, se prebijajo skozi zemljo in iščejo vodo in hranila. In da bi bile pri tem čim bolj učinkovite, imajo na tisoče drobnih laskov, ki jim ful povečajo površino. Tako lahko posrkajo res vsako kapljico vode in vsak drobec mineralov. Neverjetno, ne? Steblo pa, ja, seveda, drži rastlino pokonci, ampak je veliko več kot to. Predstavljajte si ga kot dvosmerno avtocesto. Po enem pasu, recimo, potuje voda z minerali iz korenin naravnost gor, proti listom. Po drugem pasu pa potujejo sladkorji, torej energija, hrana, ki nastane v listih, navzdol, do vseh delov rastline, do korenin, do cvetov, posod, kjer je potrebno gorivo za rast. No, in Zdaj pridemo do srca vsega skupaj, do zelenega motorja, ki poganja celotno rastlino. Gremo na potovanje v liste, v čisto mikroskopski svet, kjer se dogaja eden najpomembnejših procesov za vse življenje na Zemlji. Fotosinteza. Ok, sliši se mogoče malo komplicirano, ampak ideja je v resnici genialno preprosta. Rastline so, kot rečemo, avtotrofi. To pomeni samo to, da si hrano kuhajo same. In kaj rabijo za ta recept? Sončno svetlobo, kot vir energije, vodo iz tal in ogljikov dioksid iz zraka. Iz teh treh preprostih sestavin dobesedno sestavijo svojo hrano. To je pravzaprav res kot nekakšen kemijski recept. Poglejmo sestavine. Vzamemo ogljikov dioksid iz zraka, dodamo vodo iz tal, vse skupaj skuhamo na sončni svetlobi in kaj dobimo? Dobimo glukozo, to je sladkor, čista energija za rastlino in kot nekakšen stranski produkt dobimo še kisik. O tem pa malo kasneje. Tukaj je pomembno, da ločimo dve stvari, ustvarjanje in porabljanje energije. Fotosinteza je kot polnjenje baterije. Rastlina vzame sončno energijo in jo shrani v kemično obliko, v sladkor. Celično dihanje, ki poteka mimogrede v vseh njenih celicah, pa je potem uporaba te baterije. Takrat razgradi sladkor in sprosti shranjeno energijo za vse svoje življenjske procese. Preprosto, kaj ne? In z vso to energijo, ki jo same proizvedejo, rastline še zdaleč niso pasivne. O, ne. Postale so prave mojstrice prilagajanja. Svoje osnovne dele, liste, stebla in korenine so preoblikovale na tisoč in en način, da lahko preživijo v najbolj neverjetnih okoljih. Poglejmo na primer kaktus. Predstavljajte si, da bi imel v suhi puščavi velike sočne liste. To bi bil praktično samomor. Skozi njih bi izhlapalo ogromno dragocene vode. In kaj je naredil? Svoje liste je preoblikoval v ostre bodice.
Tega seveda ščitijo pred lačnimi živalmi, ampak kar je še pomembnejše, drastično zmanjšajo izgubo vode. Genialno! Ampak prilagoditve gredo lahko še precej dlje. Poglejmo recimo barja. Tam je prst zelo revna s hranili. In kaj so naredile nekatere rastline, kot je muholovka, našle so res neverjetno rešitev. Postale so mesojede. Svoje liste so spremenile v smrtonosne pasti in z lovljenjem žuželk dobijo tiste nujne minerale, ki jih drugače ne bi mogle dobiti. Neverjetno, kaj vse si narava izmisli. In ne gre samo za liste, tudi drugi deli se prilagajajo. Vzemimo krompir, ki ga vsi dobro poznamo. Večina misli, da je krompir korenina, ampak v resnici ni. Gomolj krompirja je odebeljeno podzemno steblo. To je pravzaprav shramba, nabito polna škroba. Je kot nekakšna energetska konzerva, ki rastlini omogoči, da preživi zimo in spomladi spet odžene. Seveda se tudi korenine znajo prilagoditi. Poglejmo visoko, vitko koruzo. Na močnem vetru bi se z lahkoto prevrnila, zato je razvila super trik. Iz stebla, malo nad tlemi, požene dodatne oporne korenine. Te delujejo čisto kot napenjalne vrvi pri šotru in jo trdno zasidrajo v tla. To je res inženiring v živo. In s tem smo nekako sklenili krog. Od semena, preko rasti, prilagajanja, vse do končnega produkta. Ampak spomnite se tistega stranskega produkta pri fotosintezi. Tistega, ki je za rastlino v bistvu samo odpadek. No, za nas je ta odpadek pravzaprav vse. Poglejmo še enkrat tisto enačbo. 6 molekul kisika. Za rastlino je torej samo stranski produkt, ki ga preprosto izpusti v zrak. Znebi se ga. Ampak ta rastlinski odpadek, ta plin, je tisto, kar omogoča dihanje praktično celemu živalskemu svetu, vključno z nami. In to nas pripelje do enega res neverjetnega spoznanja. Do spoznanja o popolni medsebojni odvisnosti življenja na našem planetu. Res je tako, kar je za nekoga odpadek, je za drugega eliksir življenja. To je popolno elegantno, zaključeno kroženje v naravi. In tako nas ena preprosta rastlina pripelje do enega velikega vprašanja. Morda nas uči, da v naravi pravzaprav nič ni zares odveč, da je celoten sistem življenja zgrajen na enem neverjetno občutljivem, a hkrati izjemno učinkovitem ravnovesju. Res daje misliti, kaj ne?